Z Nenadom bova danes par besed rekla, ne mogoče toliko striktno o prehrani, ampak bova šla v majčkeno bolj široke vode. Večinoma se bova pogovarjala malo o znanosti, kaj to je, in predvsem na kratko, preden bo zdajle Nenad predstavil svojih par centov, poskušala bova tekom tega pogovora znanost predstaviti na bolj tak način, kot ne bi to bilo. Torej, da znanost ni nek bav, da je to nek princip, nek pristop k reševanju problemov in iskanju znanja, za katerega bo verjetno tudi Nenad zdaj sam povedal, da ni to zdaj izključno, ne potrebuje zdaj laboratorijev in česarkoli drugega in ne vem kakšne opreme, da lahko znanstvene principe in neke vrste znanstveni način razmišljanja ukomponiramo tudi mi vsi preostali v naš način življenja in kako iščemo informacije, razmišljamo in tako naprej. Tako da Nenad kar... Super si začel, ker si mi obljubil, da bo to taka bolj sproščena debata, ne, da ne bo zelo na visokem nivoju, da bo tako, taka lifestyle epizoda, malo šale na začetku. Ja, se mi zdi zelo smiselno, da to besedo znanost najprej tako malo razčleniva, ker se mi res zdi, da ko poveš znanost, s tem precej velik ali pa širok nabor ljudi lahko odvrneš, ker večina ljudi si za besedo znanost res predstavlja neke laboratorije, ljudi v haljah, ljudi, ki uporabljajo neke sofisticirane inštrumente in ljudi, ki so ki so par let preživeli v akademiji in so vsaj magistri, če ne doktori znanosti. Ampak to ne drži čist, ker znanost sama po sebi to je sam način razmišljanja, ne? Znanost je proces, znanost ni ena stvar. In znanost lahko produciraš čisto go. In znanosti v osnovi rečemo lahko tudi kritično razmišljanje. Vsak je lahko pri sebi znanstvenik, ko začne kritično razmišljati in kritično ocenjevati neke stvari. Ker to je pač znanstveniki v laboratorijih, ta proces izvajajo samo na malo višjem nivoju, pa z uporabo teh naprednih inštrumentov, ki jih imajo, lahko te neke pojave bolj natančno merijo, lahko producirajo bolj natančno znanost. Mi, ki pa tega luksuza nimamo, pa vseeno lahko produciramo znanost, ki je uporabna nam, tako da kritično razmišljamo, pa pač uporabljamo tiste meritve, ki jih pa vse imamo na voljo, ki jih merimo z našimi čutili, samo ker naša čutila niso tako natančna, pač moramo to kritično presojati, te podatke, take kot so. In smo tudi lahko mi znanstveniki sami zase. Tako da mogoče je bolj natančno govoriti o kritičnem razmišljanju na nivoju posameznika, ne toliko o znanosti. Ne? Ker v osnovi je znanstvena metoda pač temelji na kritičnem razmišljanju. In res, ko rečemo znanost, se to nekako povezuje z ljudmi v laboratorijih. Kritično razmišljanje, to pa mislim, da tudi navadnega človeka na ulici, ko ga vprašaš, kaj to je, mu je bližje ta termin. Koliko je ta znanstvena metoda, ali kakorkoli temu rečeva, koliko je to sploh staro? Koliko časa je to zdaj del naše civilizacije ali pa družbe ali kakorkoli? Iz kje to izvira? Pa nisem ti jaz nek znanstveni zgodovinar. Ja, mislim, zdaj bi se spodobilo, da vem, ampak tam nekje recimo, kaj je to obdobje razsvetljenstva recimo naprej. Kaj pa recimo tisto potem, ker jaz verjamem, sploh tisti, tako bom rekel. Mislim, tako je, a veš, nekako znanost se je v neki meri, bi lahko rekli, da se je producirala že odkar obstaja civilizacija, ali pa že prej so ljudje, veš, ne vem, imeli ogenj, pa so dali, ne vem, 2 kamna skupaj, pa so videli, da lahko nastane. Pa daš en kamen ob drugega, pa enega malo razbiješ, pa nastane neko orodje. A veš, vse to bi lahko dala v to kategorijo znanosti. Ampak ta razvita metoda, pa ko smo začeli ugotavljati, kako te naša čutila niso nam
dajejo glih najbolj objektivne slike v resničnosti. To pa mislim, da je tam nekje, mogoče, ne vem, če je glih 19. stoletje, ampak... A to recimo to, kaj se jim, da je reciva tam okrog 18. 19. stoletja, a takrat dejansko se je malo skristaliziral ta način raziskovanja, so se tudi vzpostavili neki protokoli raziskovanja nekih pojavov ali česarkoli drugega. Recimo, ne vem, postavljene hipoteze, kritično razmišljanje, to, kako sploh raziskuješ, ne, ker vsak podatek pa spet ali pa vsaka stvar, ki jo vidiš, mislim, je treba nekako tako razmišljati, kako zdaj zbiraš stvari, ki jih vidiš, prebereš podatke, ne, dobro, to je zdaj danes zelo sofisticiran, ampak je to neka stvar, ki je verjetno sproti. Osnove. Ja, ampak ta stvar se je sproti razvijala. Lahko rečemo, da je neka znanstvena revolucija se je mogoče začela že v 16. stoletju. Pa so se potem te metode, nekaj se naučimo, pa nekaj zavržemo, pa gradimo na tem. Tako da dognanja sodobne znanosti stojijo na dognanjih recimo iz 16. stoletja že. Vsaj v neki manjši meri. In tudi neke stvari, neke stvari, ali pa na neki načini, na kjer danes se znanost producira, ni rečeno, da bo to zavedno tako. V marsičem se najbrž motimo, ker če pogledaš, kak je naš track record zgodovinski, v precej stvarih smo se motili, tako da je precej neverjetno, da zdaj v tem trenutku vse, kar delamo prav. Ne, ziher se da še kakšna stvar izboljšati. Tako da čez 4 stoletja se bosta dva spet po podcastu tako pogovarjala in boste rekla, ja, tam v 21. stoletju nekje se je začelo to malo tako vse bolj zares. Ja, točno to je. Res, ja. Če ostaneva zdaj pri tej rdeči niti, ne velikrat slišiš primer, tudi v filmih se pojavlja, ali pa pri ljudeh, ki malo bolj na tak način tudi vzgajajo svoje otroke, ne, pravijo, da poskušajo že otroku, ko je zelo majhen, privzgojiti nek v narekovajih znanstven način iskanja odgovorov. Zdaj tle mislim predvsem take stvari zelo enostavne. Če tebe nekaj zanima kot otroka, pa pejt tam, ne vem, za bajto, pa zber tiste stvari, ki te zanimajo, pa stestiraj, ne? Stestiraj, potem opazuj, in potem razmišljaj o tem, kaj si opazil, pa potem dobiš neko sliko, ampak to, če te to še toliko zanima, se verjetno ne ustaviš takoj pri prvem odgovoru, ki ga dobiš. Ker to se mi zdi, da je zdaj, če gledava kolektivno znanost, ali pa ko tle hočem predvsem priti do tega, da nič ni sveto dokazano z ničemer. Tudi če jaz recimo nekaj opazujem, vržem, evo tle imam glih zdaj steklenico, flaško, jaz vem, da je trdna. In če jo vržem na tla iz 2 metrov, oziroma z metra na tla, lahko se mi v tem trenutku razbije, ne? Pa zdaj, če jaz to samo enkrat naredim, pa nikoli več ne dvomim o temu, bom jaz celo življenje lahko rekel, ta tip flaše, steklene, ne glede na to, kje sem, vedno, ko bo padla na tla, se bo razbila, kar pa ni nujno res, ne? No, to je zdaj zelo tak banalen primer, ne? Ker lahko pod nekim drugim kotom pade. Ne, to je odličen primer. Ja. To je odličen primer. Torej, točno zato znanstvena metoda obstaja. Ker ti v enem tem trenutku lahko vržeš in se ne razbije in potem napačno sklepaš, da se flaša ne razbije, če jo mečeš po tleh. In moraš ta eksperiment večkrat ponoviti in potem uporabiti neke statistične metode dejansko, da vneseš malo več objektivnosti v ta eksperiment, ker tebi bi se mogoče celo zdelo, če bi ti 100-krat flašo vrgel, ker je človeški tako, rečemo temu, subjektiven in si mogoče celo slabe stvari zapomni bolj kot dobre stvari, bi se tebi zdelo, da si ti je flaša mogoče večkrat razbila, kot se ti dejansko je, ker to je en tak znan fenomen, da si bolj zapomnimo negativne dogodke, ker je to bilo najbrž evolucijsko bolj adaptivno. Je pravilna beseda, pardon. in bi te lahko oziroma tvoje razmišljanje bi te lahko zmedlo v tem, da bi ti od 100 poskusov, recimo, bi se ti razbila stvar 40-krat samo in bi si ti zapomnil, fulkrat se mi je razbila.
In zato najprej ponavljamo eksperiment za dosti časa, da dobimo kupico enih podatkov, na katerih lahko potem apliciramo neke statistične metode in potem z temi statističnimi metodami to kupico rezultatov povzamemo v eni številki in ta ena številka nekako nam pomaga si lažje predstavljati ta rezultat. Upam, da mi je to uspelo nekako dobro povzeti, da je še komu razumljivo drugemu, ne samo meni. Jaz si tudi nekako predstavljam, tako da nisi čist prezakompliciral. Ja. Ker meni se zdi... Spomnil sem se še neko drugo stvar. Ja, in potem, veš, tudi ko ti en sam izvedeš kupico teh rezultatov, da jih imaš dovolj, apliciraš statistično neko metodo in potem dobiš eno številko, ko oprizarjaš, da je ta tvoj rezultat, teh večjih ponovitev, ne, rečeš, ok, 60% možnost je, da se razbije flaša, če mi pade. Ne. Večja gotovost je, da če mi iz te višine pade flaša, da se mi razbije. To je zdaj en nekak dokaz. Če te kdo vpraša, a se bo flaša razbila, ko mi pade na tla, rečeš 60% ziher sem, da se bo razbila. Ne. Zdaj to nekdo bi lahko interpretiral, razbila se bo. Nekdo drug lahko interpretira to bolj natančno, pa reče, ja, najverjetneje se bo, ni pa nujno. Ne. In to vidiš dejansko danes v praksi, da se dogaja, ko se ne zadosti natančno te ugotovitve povzemajo. Ko imaš dejansko neko raziskavo, ki z neko gotovostjo ugotavlja eno stvar in potem nekdo to preveč poenostavi, ne, in reče, recimo, flaša se bo razbila. Samo ni nujno, da se bo flaša razbila v vseh situacijah. Ali pa pozabi omeniti, da so jo v tej raziskavi spuščali iz 1 metra. Potem te ugotovitve ne moreš aplicirati na 2 metra, ker tam je verjetnost, da se razbije najbrž drugačna in moraš izvesti novo raziskavo. V koliko odstotkih se flaša razbija, če je spustiš iz 2 metrov. Potem je pa še drug princip, ki je pa ponovljivost teh raziskav, ki je enako pomemben, ker lahko, da si ti izvajal to raziskavo v nekih, recimo, drugih pogojih in sej 2 metra je že nek drug pogoj. Ampak recimo, da samo zaradi nekih drugih dejavnikov je pač tvoja raziskava bo drugačna od rezultatov neke druge. Kljub temu, da si maksimalno stvari standardiziral, lahko da, če bom jaz spuščal flašo za 1 metra, bom dobil ven 65%, kar je drugačen rezultat od tvojega. Ampak vsem zadost blizu rezultat. In potem, če je ta rezultat ponovljiv v neki meri, ne, ne vem, rečemo Juretu, da začne spuščati flašo iz 1 metra in on dobi 70%, pa pol še Luka dobi 55%, ne pol lahko izvedemo neko metaanalizo vseh teh raziskav in rečemo, no, zdaj pa s precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da nekje med, a sem si prav zapomnil številke, med 65, okoli 65%, oziroma malo manj, če je dobo Luka, koliko je dobo 55? 50, ja. Ok, se nima veze. S takšno gotovostjo lahko trdimo, da se flaša razbije. In potem valjda logično, ne? Več kot imamo, vedno je potem večja številka. No, to me je zanimalo. Zdaj sem hotel reči, večja kot je številka ponovljivih študij temu ali pa poizkusov, ne? Z nekimi... Ja, bolj bliže resnici smo. Bliže resnici smo, ja, tako. Dokler se seveda tisti, ki ponavljajo, držijo nekih osnovnih pravil izvajanja tega poskusa, ne? To je tako logično, ne? V teh pogojih, kot so oni to zadevo testirali, ta zadeva velja. In vedno, ko se tak rezultat interpretira, je to pomembno povedati zraven. Ne moreš, ni pravilno reči samo flaša se razbije v 65%. Ker moraš povedati, veš, na kakšna tla si spuščal flašo, iz kakšne višine si spuščal flašo, kakšna je bila ta flaša, a je bila v njej voda, a ni bila v njej voda, a je bila zaprta, a je bila odprta. Vse to so potem dejavniki, ki dejansko lahko vplivajo na ta rezultat. In temu se v bistvu reče kritično razmišljanje, da znaš vse to oceniti in potem aplicirati v kontekst in ugotoviti, kako je to zate pomembno. Se mi zdi, da ta flaša je en tak dober primer tudi, kako naše delo v praksi poteka. Ne? Ker pač v praksi k nam pride ena flaša. Enkrat bo prišla odprta flaša, drugič pride zaprta flaša, ena je plastična flaša, ena je steklena flaša in vseh teh informacij mi nimamo. Tako da v praksi je treba precej stvari wingati. Seveda, temelj tega, kaj delaš, je znanstvena literatura. Šel bom pogledati v literaturo in bom probal ugotoviti, koliko je bilo študij na steklenih flašah, na unih flašah, tretjih flašah, neko bazo, na kakšna tla so bila spuščane, vse take stvari. In neko
neko zelo trdno bazo znanja si bom moral najprej ustvariti, da bom pol lahko z samozavestjo svetoval tej flaši, ki je prišla, ki je pa specifična flaša. Ne? Ja, in tle se mi zdi pomembno točno to, ja, kadej, recimo mi kot nekdo, kot strokovnjaki, ki delamo vsak na svojem področju, ker to je zdaj tisto, kar ljudi najbolj frustrira, se tudi mene najbolj frustrira. Ne? Vsak bi rad točno vedel, ne? Jaz hočem točno vedeti, 100%, mene ne zanima 60% možnost, 70% možnost. Jaz bi rad vedel, ali jaz lahko pojem ta jabolk ali ne, ali jaz lahko, razumeš, pijem mleko ali ne, ne? To so te večne debate zdaj na področju prehrane. Ampak, če zdaj ostaneva midva recimo midva kot strokovnjaka, dobiva neko flašo, o kateri nisva še brala, torej točno take barve, take oblike, ne? In tok pa tok polna. Ne? In midva sva mogoče prebrala v zadnjih 10 letih tok pa tok znanstvene literature na to temo, ampak zdaj že takoj vidva, da dobiva nek primer, ki je malenkost drugačen. Nisva še, ni nama domač, ali pri tebi nek človek, ki išče svetovanje, pa vidiš, da ima toliko enih takih zanimivih okoliščin, da moraš se drugače lotiti, pri meni je enako. In zdaj tukaj, včasih nekdo temu reče biti terapevt ali pa biti svetovalec ali pa biti nekdo, ki pač kakorkoli pomaga ljudem, da je, to je zdaj tista ločnica, ti si akademik, to je teorija znanstveno, pol je pa praksa, ne? Tako govorimo zmer po domače, praksa je drugo kot teorija, ne? Ampak točno ta primer flaše je zdaj dober. Teorija je to, kar sem bral, različne flaše, ne? To. Zdaj pa dobim jaz v praksi primer, ki ni čisto tak. Ne? Razumeš, ni bilo te flaše še spuščene na tla in bilo to izmerjeno. Ampak to zdaj ne pomeni, da vsa ta teorija prejšnjih flaš ni dober bazen informacij, na podlagi katerega se prvič jaz odločam lahko že z prve, ampak drugo, kar je tukaj pomembno, ko se jaz odločam kot strokovnjak ali pa kot laik, ko me nekaj zanima, da jaz to isto znanstveno metodo uporabim na tak način, da ko bom jaz vlekel nove odločitve, da jaz to novo odločitev, jaz nekako zdaj svojo v narekovajih raziskavo v praksi delam, ker testiram nekaj novega, ne? Ker ta flaša je malenkost drugačna in moram malo drugače pristopiti. In tle se mi zdi pomembno, da izpostavim, ko jaz delam s klientom, ki je čist drugačen, ki ni by the book, je zelo pomembno, da jaz to zadevo opazujem na znanstveni. Torej, jaz bom uvedel nek nov protokol, ki ga še nisem jaz nikoli testiral in ki še nikoli ni bil predlagan se strani znanosti, ampak se mi zdi pomembno, da če jaz to grem v to, ne, da grem malenkost ven izven, razumeš, ustaljene poti, da jaz še zmer znanstveno razmišljam, jaz bom to pa to naredil in zelo pomembno je, da čim bolj objektivno opazujem, kaj se bo zdaj z mojim klientom dogajalo, ko sem jaz kakšno vajo drugače obrnil, kot to običajno počnem. In kar je tukaj najtežje, je to, ko potem klient pride čez en teden ali pa 2 tedna nazaj, pa mi poroča, ali je zadeva slabša, ali je enaka, kot je bila, ali je boljša. Najtežje je takrat, ko človek poroča, da mu je kar naenkrat boljš. Recimo v roku 1 tedna, 2, po moji intervenciji, ki ni bila povsem običajna. Kje se jaz tukaj lahko ful zaplezam, je to, da si jaz takoj, tako instinktivno prislužujem zasluge meni, češ moja, ta, bom rekel, intervenca je naredila, da je on boljše. Ni pa nujno, lahko sem imel krompir, lahko sem imel srečo. Zato se mi zdi tle pomembno, da ko živimo življenje, pa ko testiramo svoje lastne neke nove stvari, da to opazujemo, pa se ne obesimo, je boljš, ampak ni pa nujno, da je boljš za tega, ker sem mu jaz dal to pa to vajo, pa sem mu to pa to rekel, ker je lahko marsikaj, razumeš, drugega vmes prišlo in jaz si to zabeležim in potem, ko bom dobil naslednji primer, ki bo podoben temu, razmišljam, mogoče bom probal podobno, ampak še zmeraj opazujem. Torej, never ending story je to. Ne? Torej, ljudje se dostikrat zapičimo sploh, ko gre nekaj zelo dobro, ko dobimo rezultat, ki ga pričakujemo in želimo in takrat se čustveno navežemo na to zadevo in potem pozabimo razmišljati. In potem se lahko zgodi, da bom naslednjih 5 podobnih primerov tretiral na enak način, pa se bo zgodilo, da bo naslednji 3 primeri bojo imeli negativen učinek, torej ne bo rezultata,
ampak bom jaz še naprej teral to mojo idejo, zato ker sem čustveno navezan na moj prvi primer, ki sem ga pač rešil optimalno, ali sem ga jaz ali ga pa nisem. To se recimo zelo velikrat lahko zgodi, lahko podvržeš temu. Ne? In to je ta, bom rekel, meni se zdi ta pristop, da si na to pozoren, neke vrste znanstvena metoda tvojega funkcioniranja ali pa dela na tvojem področju, da se poskušaš brzdati to svojo čustveno komponento, ker zelo hitro se obesiš na pozitivne rezultate, takrat, ko pa tvoje delo prinaša mogoče ne tako zelo dober rezultat, se pa lahko podzavestno distanciraš od tega, pa kriviš druge dejavnike, medtem ko takrat, ko je pa nekaj pozitivnega, pa kar pozabiš na vse druge dejavnike, pa častiš svoje delo in svojo metodo. Ne? Ja, to je... čakaj, tri stvari imam v bistvu za dodati. Najprej na začetku sva, pa najprej bom to povedal. Ja, v bistvu na začetku sva govorila o tem, da je znanstven pristop v vsakodnevni praksi, tudi v vsakodnevni praksi trenerja ali pa svetovalca, je kritično razmišljanje. Tako. In nekako osnovna definicija tega kritičnega, ni osnovna, ampak to je v bistvu moja definicija, ampak ni čisto moja, ker je ziher kompozit večjih stvari, ki sem jih slišal v svojem življenju, ampak nekako sem ponotranjil to definicijo, je, da je to aktivno in radikalno iskanje zmot v lastnih mnenjih in prepričanjih. Ne? In šele na drugi točki je potem kritično razmišljanje uporabno tudi za tehtanje pa ocenjevanje trditev iz zunanjega sveta, iz zunanjega sveta bo rekla. In nisem prepričan, koliko ti lahko, če upoštevava to definicijo, ta ena podatkovna točka, ki jo imaš z eno stranko, koliko je lahko to sploh koristno zate kot za nekega practitionera v široki sliki oziroma pri delu z drugimi strankami, ki bodo prišle. Moje mnenje je, da tega dejansko ne moreš uporabiti več, nikoli več. To je samo ena izkušnja in ena anekdota, ki jo imaš in nikoli ne boš mogel ugotoviti, zakaj se je to zgodilo. In dejansko mislim, da se nima smisla šteti teh podatkovnih točk, ker jih ne boš mogel nikoli natančno prešteti in ovrednotiti, ker je kup enih motečih dejavnikov, ne moreš tega povzeti. Enostavno ne moreš tega zadosti natančno povzeti, da bi lahko ti to kakorkoli koristilo. In se mi zdi bolj pomembno, da če se vrneš na tisto prejšnjo točko, ko si rekel, da imaš neke raziskave, ki pa niso čisto aplikabilne, ne moreš jih čisto na ta primer, niso čisto uporabne, prišla je neka čisto druga flaša. Ampak še vseeno na srečo so zakoni vesolja precej konstantni. Neke zakonitosti vseeno veljajo in podatke, ki jih imaš do neke mere, lahko ekstrapoliraš, jih nekako posplošiš na neke druge situacije, ampak vseeno recimo pri tem ostajaš zadržan, ampak vseeno, ker so ti zakoni precej konsistentni, lahko malo ekstrapoliraš, samo ne smeš preveč. Potem pa lahko tudi malo trianguliraš na podlagi nekih drugih podatkov in imaš tako, poiščeš 3-4 hipotetično, čim več teh situacij, ki so okoli te specifične situacije, ki jo imaš, to je tako zelo abstraktno razlaganje, ampak ki niso čisto ta situacija, ampak ki so zelo podobne situacije, ampak vsaka je malo različna od te tvoje specifične situacije. In potem vsako od teh, škoda, da nimam table, lahko malo ekstrapoliraš in jo malo razširiš proti tvoji specifični situaciji. Tako da pač zmanjšaš iz vsake strani, ta primanjkljaj, ki je. Ja. In mislim, da potem vseeno, glede na to, da zdaj že imamo maso študij o različnih stvareh, lahko precej natančno domnevaš, kaj se bo zgodilo. In pol to apliciraš, to, kar se tebi zdi kot najboljša rešitev v tej situaciji, oceniš valjda samo prakso, kakšna je ta flaša, ki si jo dobil, in ji te stvari svetuješ oziroma na nek način te stvari narediš in potem valjda držiš prste in upaš, oziroma držiš pesti in upaš, da bo ta zadeva v tej situaciji najbolj učinkovita. In potem na tretji točki
si pač človek si. Dober človek je tak, ki posluša tistega, ne, s katerim dela in sprejema njegov feedback. In to je pa mogoče potem ta tretja komponenta kritičnega razmišljanja, ker pač njegov feedback sprejemaš in nisi preveč vezan na ta svoj nasvet, ki si ga dal, veš, da si se lahko zmotil, ne, ker dobro veš, da si stvari ekstrapoliral, da si vzel več nekih podatkov okoli, da si trianguliral in da je lahko ta zadeva napačna. In poslušaš pač njegov feedback in na podlagi tega potem zadeve prilagajaš, ker kot ti on da feedback, lahko ugotoviš, da se dejansko nahajaš v neki drugi situaciji, kot si ti v začetku mislil, da si. In potem pač spet okoli tega zbereš podatkovne točke, spet ekstrapoliraš in ne, probaš najti, kje znotraj tega si. In mislim, da je to na koncu potem proces, ki se zgodi zdaj v tej situaciji in rezultatov te ene anekdote ne moreš potem uporabiti za to, da... Še vedno je pa lahko uporabiš in jo, mislim, kot neko izkušnjo, ki ti zdaj ne govorim v roku pol leta, ampak v roku 20 let prakse, se ti pa nabere nekaj izkušenj. Ja, se ti nabere, ampak a jih boš vrednoto sistematično? Ne, ker znanost je sistematičen proces. To ni nekaj, kar jaz, ker prej sva rekla, da moraš šteti, kolikokrat si flašo spustil. A bo zdaj šel za vsako stranko, šel zapisati, kakšna je ta bila stranka, vse specifike te stranke, kaj točno si delal z njo, kaj ti je poročala nazaj. In koliko boš imel 1000 strank, a boš šel izvesti statistično analizo? Ne, seveda ne. Mislim, mogoče je redko kdo, tisti, ki je dejansko tako naravnan, ne? Ampak redko kdo. Ampak spet po drugi strani razmišljam, ker če ne, je to samo tvoja subjektivna ocena. To pol ni znanstven pristop k temu. To je res. Zdaj jaz razmišljam, kako bi zdaj, ko imam ideje v glavu, kako bi zdaj tle to. Zdaj jaz to razmišljam. To, kar sem jaz izpostavil, te izkušnje, recimo, anekdotalne izkušnje pri mojem delu, ki jih jaz doživljam. A je to potem ločena stvar, ki jo jaz pri svojem delu še vedno uporabljam in to lahko označiva, da to pa zdaj ni del izključno znanstvenega pristopa, torej da je znanstven pristop k delu to, kar si zdaj že nekako mal izpostavil v zadnje pol ure. Pa potem jaz zraven pri svojem delu priključim še ta del moje lastne izkušnje, ki jih jaz nekako podzavestno shranjujem, ki so potem z leti, torej ne zdaj iz danes na jutri, ampak z leti nekako intuitivno lahko uporabiš poleg podatkov, ki jih jaz preberem v knjigah, v študijah, ko se pogovarjam z ljudmi, ki so v poslu že 30-40 let. Ker sploh če delaš na takem področju, kot delam jaz, ker to je področje, ki je zelo zanimivo. Zakaj je zanimivo? Ker veš, to je tisto, ko opazuješ majstre, ki so v poslu že 30 let, pa so uveljavljeni kot ljudje, ki dobro delajo, ki imajo dobre rezultate. Zdaj pustiva debato, koliko je dejansko od tega res, ker tle veliko percepcije, samega strokovnjaka, pa potem tudi javnosti. Sej dobro veš, mislim, jaz grem lahko recimo fizioterapeutu, ali pa jaz grem lahko frizerju. Jaz grem lahko k frizerju, pa bom imel jaz občutek, da imam boljšo frizuro, samo zato, ker sem dal 100 evrov, ne pa 10. Jaz se zavedam tega, da to obstaja, ker to dejansko je res. To sem zdaj dojel v življenju, da to obstaja. Da pač jaz kot stranka, če bom šel k frizerju, pa bom dal 100 evrov, pa me bo lahko identično postrigla naslednjič, ko bom dal 10 evrov, pa bom imel občutek, mater, ampak takrat, ko sem dal 100 evrov, me je bolj postrigla. Ni pa nujno, da je to res. In isto se lahko dogaja pol tudi pri majstrih. Hotel sem povedati to, kar jaz pogovarjam, pa imam stik z ljudmi, ki so bolj izkušeni od mene v poslu. In ugotoviš, da vsak dela malo po svoje, vsak ima neko svojo metodo dela, pa vsak ima zdaj, ali bova temu rekla navidezno ali pa realno, nima zdaj veze, mislim, ima rezultate, ima toliko dobre rezultate, da se je prvič obdržal na trgu, pa da so ljudje generalno gledano v večini, torej deva reči več kot 50% zadovoljni z njegovim delom. In zanimivo je to, ko greš, pa se pogovarjaš in ugotoviš, vsak dela malo drugače, vse osnova, anatomija, pa vse te stvari so isti temelj. Ampak, ko pogledaš, pristopi so lahko zelo različni.
In jaz vem, zakaj so lahko različni. Ker to, da imaš ti, ne vem, zategnjeno mišico v vratu, to zdaj, a veš, ne bom reševal, lahko je samo ena masaža, pa bo to v redu. Ne? Lahko bo ista tehnika masaže to zadevo sem še poslabšala. A ne? Nekdo se bo lotil te zadeve z meditacijo, pa bo kar naenkrat šlo čez. Ne bom zdaj razlagal, zakaj, ampak je možno. Nekdo se bo tega lotil z dihalnimi tehnikami, pa bo dosegel rezultat. Ne? Nekdo se bo lotil z neko tretjo tehniko, ki je tako, ne? Mogoče bi lahko celo nekdo rekel, ki ni znanstveno podprta, ne? Pa bo recimo zadeva se rešila. Ne? Zadeva je zelo široka in na mojem področju, ko enkrat se tudi veš, se je podobno, ko je toliko enih dejavnikov, milijone in milijone dejavnikov, ki vpliva na to, kako ali na koga vrat zategne, ali bo nekdo prebavljal laktozo ali pa ne. Ne? Je ogromno enih dejavnikov ali pa če ne vem, karkoli na tvojem področju. Ne? Je zadeva zelo široka in potem včasih prvo časa nimaš, da bi takega števila študij na vseh teh področjih, fiziološko, anatomsko, biološko, potem ljudi, ki ne vem, je praksa večletna na tem področju, kako, ne vem, fiziologija dihanja, to je cela znanost. Imaš potem spanje, kako vpliva na fiziološko, pa imaš potem prehrano, kako vpliva. Mislim, stvari so zelo široke in nikoli in nikdar, tudi če bi cele dneve čital, verjetno ne bi mogel prečitati vsega. Pa moš pa ti še delati zraven. Ne? In potem je tle ta tehtanca, informacije, ki jih jemlješ, ki so znanstveno nekako študirane, pa potem tvoje lastne izkušnje. A veš, to zdaj sta dva ločena svetova, ki jih potem skupaj pelješ z roko v roki? A veš, to je tisto, kar mene zanima, kako ti delaš kot praktik, ker ti si v praksi dejansko, ne? Ti delaš s klienti. Ja. Pa tudi tvoje področje prehrane ni tako zelo egzaktno, kot je matematika. Ne? Ja, definitivno ni. Mislim, niti slučajno ni. Ne? Recimo lahko rečeva, da matematika je neka najbolj egzaktna stvar. Ne? Ni bolj egzaktne stvari, tam točno veš, kaj bo kako. Mogoče celo fizika ni tako egzaktna, kot je sama matematika. Mislim, ne da najbrž ni, ampak ni. To, kar si omenjal zdaj na koncu, da nikoli ne moreš vedeti vsega. Točno zato rabiš biti kritičen mislec v vsej tej situaciji. Pač moraš sprejeti, da ne boš nikoli vedel vsega in da vedno obstaja možnost, da se motiš in moraš vedno k situaciji tako pristopati. Kar se tiče pa same prakse, pa definitivno je zelo pomembna. Pač, ko govorimo o tem evidence-based practice pristopu, imamo ta Venn diagram 3 različnih stvari, ki pol na sredi pridejo skupaj in ta sredina, sredina je dejansko evidence-based practice. Ne? Imaš eno je znanstvena literatura, je en krogec, pol imaš en krogec, ki se s tem nekje prekriva, je pač tvoje praktične izkušnje in pol imaš še en krogec, ki pa je tudi del v bistvu prakse, ampak so pa preference tvojega klienta oziroma tistega človeka, s katerim delaš. Ne? In evidence-based pristop upošteva vse troje. Ne? Ta Venn diagram, kjer se prekriva, upošteva vse te 3 stvari. Tako da, že vidiš tukaj v tej situaciji, ko govoriva o evidence-based practice-u, je praksa več kot sam evidence, ne? Ker praksa zaobjema 2 stvari. Zaobjema dejansko tvoje praktične izkušnje in zaobjema preference tvojega klienta, ki so pa tudi stvar prakse. Ja, je pa vseeno v zvezi s tem, pač moraš tudi v zvezi s tem ostajati kritičen. Zdaj, tvoj klient pač ve, kakšne so njegove preference, na to ne moreš vplivati. Ne? Je pa tvoj praktičen del vsekakor pomemben. Neke stvari si boš zapomnil odprej. Neke stvari boš apliciral, samo moraš biti zelo pazljiv, kaj dejansko od tega apliciraš. Zame osebno pomeni ta praktičen del, da probam biti
da se ne učim se toliko dejansko v metodah samih, ki jih apliciram, pa ne, probam sam neke svoje eksperimente izvajati, ampak probam dobiti ta feeling za ljudi, ki je taka bolj mehka veščina. Ne? To zame pomeni praksa. Da vidim, kako se ljudje odzovejo načeloma v nekih situacijah na moj feedback, kako vzpostavim raport z njimi, se pogovarjam, kaj jih zanima, v katerih primerih probam ugotoviti, je to primerno, v katerih ni primerno, ne, s kakim tipom ljudi delam. Bolj na tej, bo rekla, na nekem psihološkem nivoju, bolj kot ne, to meni pomeni ta praktičen del. Ne toliko, da jaz dejansko znanstveno literaturo potem prenašam v to prakso in vidim, kako ne, in svoje neke eksperimente izvajam in pol na podlagi tega probam narediti zaključke. Ne vem, se lahko, da se motim, ampak nekako mislim, da to ni primerno, ker ne moreš dobrih zaključkov tako narediti. Ja, mislim, da je to. A ti je smiselno to? Ja, je. A je kakšno, zdaj razmišljam, da bi... Še eno stvar sem hotel povedati, zelo pomembno. Čisto od začetka. Včasih moraš mi prej dati možnost. Ja, se bom. To pozabim. Ja, to je pomembno. Lej, ko ti niso vse situacije zelo kompleksne, pa da moraš skozi nekaj ugibati. Vse večina ljudi, ki jih dobiš, so tiste populacije, na katerih so raziskave narejene. In lahko, a veš, ni zdaj vsaka situacija neka izvanredna situacija, pa ne delaš z outlierji. Outlierje dobiš enkrat na 100 primerov mogoče, ne? Karikiram, ali pa recimo, da jih je 5 od 100, ne? Še vedno je 95% ljudi, ki bodo prišli tisti, na kere veš, kaj moraš z njimi delati. In vidiš, da v 95% te stvari delajo, če jih narediš tako, kot so bile narejene. A pa dobro, ne mogoče v 95%, ampak v veliki večini primerov. In ko ne rabiš zelo ekstrapolirati, potem tudi, če pride nek specifičen primer k tebi, pa rečeš, ok, naredil sem domačo nalogo, zdaj s precejšnjo gotovostjo lahko trdim, da zate kljub temu, da si precej specifičen primer, to stvar, ki jo bova izvajala, da bo zate to delala. In če pride v 10 letih tvoje kariere 20 takih primerov k tebi, ki so na tak način zelo specifični in si 19 rešil težavo, ja, tak zaključek potem lahko narediš. Na taki podlagi bi precej samozavestno lahko naredil zaključek, da ok, očitno ta stvar v tej situaciji deluje. Ne? Če pa je tako, da enkrat se zgodi ja, enkrat ne, pa veš, da si že v osnovi tako zelo na trhlih tleh ta zaključek naredil, mislim, da je tudi razlika, ne, v kakšni situaciji govoriva, kdaj lahko nek svoj zaključek narediš, oziroma kdaj je primerno nek svoj zaključek narediti. Ja, ker prej vmes med debato sva izpostavila besedo razmišljanje, ne, da znanost bazira na razmišljanju. Ne, pač, mogoče bi sem na hit zdaj omenila, kaj sploh je razmišljanje. Ne. Torej, ti, če hočeš razmišljati, to sva že zadnjič govorila, ker sva se pogovarjala, ne, da razmišljanje, ti moraš biti voljan razmišljanja, moraš biti pripravljen razmišljati, kritično razmišljati, ker kritično razmišljati pomeni, da si ti pripravljen se odpovedati neki tvoji trenutni ali ideologiji ali pa vedenju o nečemu. Ne? Torej, razmišljanje je naporno iz tega vidika, pa zakaj se tako zelo rado meče ven, da ne razmišlja prav veliko ljudi. Zdaj, ker če hočeš razmišljati ali pa znanstveno pristopiti k zadevi, moraš biti ti pripravljen ovreči nekaj, kar že veš, ali pa nekaj, o čemer že razmišljaš na nek način. Ne? To se mi zdi kar pomembno. Zdaj, ali govoriva o znanosti ali pa ne. Torej, razmišljanje na splošno je boleče, lahko rečeva, da je boleče. Ja. Ker ljudje smo taki, da se radi identificiramo s svojimi mnenji. Postanejo del nas. Ne? To kamorkoli se obrneš, vidiš, da smo pač plemenski, imamo, ne vem, če je to glih nagon, ni prava beseda, ampak ja, taki smo, da zelo ponotranjimo nekaj, ne samo vrednote, ampak tudi neka mnenja, ki jih imamo. In to dejansko postane tak del tebe, skoraj lahko si predstavljava, da ta naša mnenja postanejo del nas. In če smo sploh nagnjeni v to smer, da zelo ponotranjimo te stvari, potem
če hočeš o neki stvari razmišljati, moraš biti pripravljen to stvar odsekati. In mogoče je celo primerjava, da ko razmišljaš, moraš biti pripravljen, to stvar moraš biti odsekati. In to je lahko zelo boleče. Se mi zdi, da je to en ključnih momentov, zakaj je tako težko razmišljati, ker je, ne? Ljudje ne maramo bolečine, ampak če že v štartu, ko rečeš, da bom razmišljal, moraš sprejeti to. Če je to res iskrena želja po razmišljanju, moraš biti pripravljen na potencialno bolečino, ker lahko, da je tvoje mnenje napačno. Ker če misliš, da je tvoje mnenje pravo, potem ne boš razmišljal, ker nima brez veze. V čem boš pol razmišljal? Ja, in tudi nikamor ne prideš naprej, ne? Se ne razvijaš potem naprej, ne? Ja, in ta sam proces razmišljanja se meni zdi, da je nek izkaz neke take, bova rekla, intelektualne samozavesti. Moraš biti ranljiv. Ja. Moraš biti toliko samozavesten, da dejansko ta svoja mnenja lahko izpostaviš, in ker veš, da so ranljiva. Ja, včasih jaz, ko imam težavo, ko recimo ali na področju prehrane ali pa kjerkoli, pa imam neko svoje prepričanje, pa ne 100%, ampak pretežno razmišljam, o tej stvari razmišljam tako. In potem slišim, vidim neko mnenje ali pa študijo, karkoli, ki je nasprotno temu, ne? In jaz imam to prepričanje že tako močno, da jaz, ko to slišim, že kar avtomatsko dobiš nek čustven odziv, ker rečeš, kva spet to neki trobijo, zdaj neke bedarije, ne? Samo zato, ker jaz verjamem eno, to pa zdaj neka druga informacija. In pol, če mene res zanima, pa da ker velikrat se zgodi, da potem se lotiš ali to brati ali pa poslušati nekoga, in ti lahko nekoga poslušaš, ko govori o tej stvari 1 uro, pa samo zato, ker si ti v drugo prepričan toliko časa, ti 1 uro v bistvu ga poslušaš, in če nisi ti pripravljen razmišljati, biti ranljiv, ga ti poslušaš in si skozi jezen na tega človeka, češ kako lahko drugače razmišljaš, in ti poslušaš samo zato, da ti vse netaš neko jezo in sam pri sebi iščeš, namesto da bi ga res resnično poslušal, iščeš argumente, kako bi ga ti zdaj teoretično demantiral, kako bi ti zdaj mu povedal, da to ni res. In to se mi zdi totalna zguba časa, ne? In to sem zdaj zato povedal, ker če tebe nekaj zanima, pa hočeš dejansko nekaj izvedeti, če jaz, zdaj govorim na podlagi moje izkušnje, in jaz poslušam nekoga, ki razmišlja drugače kot jaz, in če jaz tega človeka poslušam in imam nek gut feeling, občutek, da mi je neudobno, ko ga poslušam, je to zame že znak, da ga jaz dejansko ne poslušam odprto, ne? Da jaz samo nekaj slišim, ampak podzavestno pa sam razmišljam, pa iščem ideje, kako bi jaz ga teoretično odrezal lahko, ne? In jaz imam to zato omenjam, ker marsikdo se mi zdi, da tako posluša, gleda in bere informacije in od tega dejansko nič ni, ne? Sam frustracija, pa nič drugega. In tle imam sem nekako prišel sam pri sebi, če pridem jaz do te situacije, da se ne morem čustveno odklopiti, ker ta človek res drugače razmišlja, pa si mislim, kjer bedak, pa ga še vedno poslušam, imam en trik, in ta trik je, dajmo se iti eno igrico. In jaz si rečem, dajmo se iti igrico, in prav tako si rečem, jaz nimam, to, kar jaz verjamem, je napačno, to, kar pa on zdaj recimo podaja, je pa bolj prav kot moje. Ampak to se zavedam, da je to igra, ne? To je igrica, to so pravila igre, je ta, da to, kar on govori, je prav, to, kar jaz verjamem, je napačno. In se mi je zgodilo, da potem, ko jaz to berem, poslušam, dejansko bolj odprto poslušam in dejansko tisto informacijo začenjam razmišljati, zakaj pa to, kar slišim ali pa poslušam, zakaj bi bilo to res. Ker ko enkrat začneš to razmišljati, pol pa dejansko ima to nek učinek, in potem, ko je tega konc, se potem jaz lahko lotim lastnega razmišljanja in začnem tehtati. In pa se lahko začnem sam sabo kregati, ker sem tiste argumente, ki so mi tu sprejel in jih imam v svoji glavi, in potem jaz razmišljam o tem, ali je ta flaša okrogla ali je kvadratna, in potem imam jaz svoje prejšnje prepričanja, pa to novo prepričanja, in potem jaz v svoji glavi razmišljam o teh argumentih, ki pravijo, da je ta flaša kvadratna, in po drugi strani, da je okrogla,
in potem jaz na vsaki strani, tako na eni kot na drugi, iščem argumente, zakaj je kvadratna, pa po drugi strani iščem argumente, zakaj je okrogla, in potem, ko nekaj časa razmišljaš, vidiš, na kateri strani je bilo več logičnih argumentov, ali pa potem še malo pobrskaš dokazov, drugače povedano. Ne? Tako si jaz predstavljam razmišljanje in en tak mentalni trik, ki sem ga jaz sam pri sebi nekako naumil, ta igrica, da sem se lahko čustveno odklopil, ko sem poslušal mnenje, s katerim se v osnovi ne strinjam. Ker drugače se mi sploh zdi brez veze poslušati nekoga. Ali pa brati knjigo, da si jezen zraven, ker pol sam zgubljaš čas, ne? Itak boš še vedno naprej isto verjel in tista informacija, ki te je, ne vem, butala v glavo, je bila zguba časa, itak ni bilo nobenega efekta. Ne? To je super pristop, meni se zdi. Ker točno to je težava. Ker veš, predvidevati, da imaš ti prav in pa da imajo drugi narobe, da ni nobene potrebe po diskutiranju, je tako strašno arogantna stvar. Zdaj, se bom pojasnil, zakaj je arogantna. Sam najprej, da povem, da vsi imamo to reakcijo, se mi zdi. Ne? Če smo prej rekla, da neke stvari pač ponotranjiš, se identificiraš z njimi, potem je povsem normalna reakcija, ko nekdo ti hoče to spodnesti ali pa celo odrezati, ker te bo bolelo. Ljudje ne maramo bolečine. Ne? Mislim, se to ni fizična bolečina, ampak kaj pa vem, morda pa vsem zbudi neke občutke, občutke, ki so podobni bolečini, pa jih pač ljudje ne maramo. Tako da mislim, da boriti proti temu občutku je mogoče celo kontraproduktivno, ker to je neka stvar, ki bo vedno prisotna, sam sprejeti jo je treba. A pa v tvojem primeru, kot si ti naredil, prepoznati to kot nekaj, kar je dejansko lahko v škodo in potem vzpostaviti neke mehanizme ali pa metode, ki to vzamejo v obzir. Ja. Zakaj je, rekel sem, da je arogantno, ne? Ja, to sem kar bi hotel vprašati, ja. Mislim, glede na človeški track record, koliko stvari smo imeli narobe v zgodovini do zdaj, kolektivno, pač kot človeštvo, je izjemno verjetno, da imamo zdaj tudi kolektivno v tem trenutku vsi skupaj veliko stvari narobe. In pod to predpostavko predvidevati, da imaš ti prav in da se tisti na drugi strani sigurno moti, je noro. Sam noro je. Ne? Veš, ker kot človeštvo vsi skupaj, ta moment, se zelo verjetno v veliko stvarih motimo. Ne? Ni šans, da zdaj vse vemo. Ne? Ti pa predvidevaš, da imaš sigurno prav v tej eni stvari. Kakšne so statistične šanse, da imaš res prav? So ful majhne. Ne? In koliko aroganten moraš biti, da v nekih situaciji ne dopuščaš niti najmanjše možnosti, da ima oseba na drugi strani prav. Ja. Zdaj v tem duhu, ne, povem še to, da kaj je mogoče nauk tega, da rabimo druge ljudi, da nam kontraargumentirajo, ker s tem dejansko krepiš svoje lastno znanje. Ja. Kako je že en dober citat je, se lahko da bom ga čisto zdaj zaklal. John Stuart Mill pravi, tisti, ki pozna samo svojo stran argumenta, ve malo drugega. Kako je? He who knows only his side of the case knows little of that. Mislim, da je nekaj tajega. Ne vem, če je to smisel. Ampak poanta je, da ne moreš vedeti zares, koliko veš, dokler nimaš kritika. In zato moraš aktivno iskati kritiko, pa moraš poslušati to kritiziranje. Moraš biti odprt za to, da to stvar sprejmeš. Ja. In če hočeš biti pametnejši, dejansko potrebuješ nasprotujoča si mnenja, ker če se obdajaš samo z ljudmi, ki imajo enaka mnenja kot ti, potem lahko pričakuješ, da boš v najboljšem primeru samo ostajal tu, kjer si, ali pa celo postajal sam neumnejši. Ker kar zdaj tako radi naredimo, pa je Facebook zelo uporabna metoda, da to naredimo, je, da si ustvarimo nek svoj speech bubble, ali kakokoli temu že rečejo. Ja. V njega povabimo samo ljudi, ki so papige tega, kar mi govorimo, samo ponavljajo to, kar že tako ali tako verjamemo, in potem Bog ve, ker noben ne korigira tega, noben ne daje nobenega iskrenega feedbacka, samo eni drugega podpihujemo. In tako, ta stvar dejansko potem zaide v neke nore teorije zarote lahko, ker vsi težimo v eno smer. Ne? Ta ladja, vsi smo na eni strani ladje in potem se samo obrne čez.
In Michael Shermer ima on da 3 razloge. A veš, da je Michael Shermer? Ne vem, samo ime mi je znano. On je tako profesionalni skeptik. Aha, okay. Mislim, da je zdaj njegova nova knjiga je Giving the Devil Its Due. Sem jo glih zadnjič sem jo na Audible vzel. Je precej poceni. A to je ta Michael, ki je bil na Roganu, ki so bili 3. Tako. A to je ta Michael, ne? Bil je večkrat na Roganu, ima pa svoj podcast, ki se mu reče a je Science Salon ali je Skeptic Salon, nekaj takega. Aha, ja, zelo zanimiv podcast. Mislim, da ampak on pravi, da je vedno pomembno poslušati ljudi, s katerimi se ne strinjaš. Zaradi 3 stvari. Prva je ta, da ojačaš svoj lasten argument, ne? Ker če ti v osnovi že ne moreš sam artikulirati najprej argumenta drugih, pa ga potem utemeljeno uvreči, ne? Recimo, da sploh ne veš, kakšen je dejansko njihov argument v osnovi, pa potem predstaviti dokaze, zakaj njihov argument ni dober, kako potem veš, da je tvoj argument zares dober? Točno to, ja. In en tak primer je recimo iz mojega področja je ta, zakaj se jaz ne strinjam z low carberji. Lahko rečeš, ja, samo oni so tega in tega nimajo prav in kakorkoli. To je precej površno. Jaz pa vem povedati njihov argument, ne vem, kaj oni predpostavljajo, da pravijo načeloma, da moraš omejiti ogljikove hidrate zato, ker to zniža tvoje nivoje inzulina, ker kronično visoki nivoji inzulina so tisti, ki ti dejansko preprečujejo porabo telesne maščobe za energijo oziroma ki pospešijo skladiščenje ali pa povečajo skladiščenje energije v odvečno zalogo. Ne? In potem na podlagi tega lahko predstaviš svoje kontraargumente, veš, kjer raziskave recimo dokazujejo, da to ni res, da je na koncu dneva pač energijsko ravnovesje tisto, ki bo odločilo, koliko energije je poskladiščene ali pa odvzete iz energijske zaloge. In da nivoji inzulina niso, tudi če uživaš prehrano z visoko količino ogljikovih hidratov v prehrani, ne, niso nivoji inzulina kronično visoki, ampak so visoki samo en čas in pol spet padejo na neko normalo in takrat kuriš maščobne lahko, ne, če si v deficitu maščobe za energijo in na koncu dneva je tista bilanca, ki je važna. In v kjerokoli raziskavu razporedimo ljudi, pa jim standardiziramo prehrano, tako da je izokalorična, pa recimo samo variramo količino ogljikovih hidratov ali pa maščob v njihovi prehrani, zgubljajo enako količino odvečne maščobe. In tako recimo, načeloma bi tako naj ta stvar izgledala. Ja. Da znaš najprej artikulirati njihov argument, mogoče celo veš izpostaviti pluse pa minuse, ne, zdaj jasno jaz tega nisem na začetku naredil, ker nočem, da se to spremeni v epizodo o low carb in ne, ampak obstaja nekaj stvari, ki jih imajo prav. In čim boljši si v tem, da lahko tudi njihov argument artikuliraš, ne da ga stromenaš, da rečeš, ja, oni mislijo to pa to. Zdaj, v tej omejeni količini časa sem jaz pač njihov argument tudi precej stromenil. Nisem postavil najmočnejšega močnega argumenta. Pravilno bi bilo, da si vzameš čas in res razdelaš njihov argument, da postaviš najboljšo, najmočnejšo možno verzijo tega, kar oni mislijo. In se ga potem lotiš, ne? Ne pa, da pač postavljaš, veš, strašilo in ga pol sam brcaš. To nima smisla. Tako da to je zdaj na dolgo povedano, zakaj ne? Ujačaš svoj lasten argument, zato je dobro od druge ljudi poslušati, tiste, s katerimi se ne strinjaš. Zdaj, druga točka pa je, da lahko imaš delno prav, pa delno narobe. Pa s tem, ko poslušaš nekoga drugega, lahko dejansko odkriješ, kje so te luknje svoje. Recimo, da ne znaš dobro sploh argumentirati svoje pozicije. Lahko da je tvoja pozicija dejansko točna, ampak je ne znaš dobro argumentirati. In s tem, da ti nekdo drug, da te izziva, lahko sproži ta proces, da ti samo moraš bolj razmišljati o tej stvari in moraš dejansko narediti dober argument. In če bo to zares dober argument, lahko veš samo tako, da se potem vrneš k njemu in mu ta argument predstaviš, pa da ti ga on spet izpodbije. Ker če ti samo on tebe izziva, pa ga poslušaš, potem pa svoj argument kao narediš, kako veš zdaj, da je ta argument zares dober? Moraš ga iti testirati nazaj, ker lahko da si se neko zgodbico sam sebi napletel, ki sploh ni dobra. Ne? Moraš ga iti testirati k njemu nazaj, da ti pol on da nazaj repliko in tako dejansko dogradiš svoje znanje. Pol je pa tretja možnost je pa ta, da se dejansko popolnoma motiš in v tem primeru pa sploh ne, ali pa še posebno koristno, da poslušaš tistega na drugi strani, ker očitno ima on prav, ti pa ne. Tako da shut up and listen. Ja.
To je pravilna nastavitev v tem primeru. A bi bilo, mislim, da bi bilo smiselno, ker danes se mi zdi ena velikih težav, ko razmišljamo, pa gledamo, pa beremo socialne medije. Do pred kratkim smo imeli, pa smo se kregali o prehrani, pa tako naprej. Zdaj trenutno imamo situacijo, ko se razmišlja o tem, kaj se dogaja s tem virusom trenutno, ne. Tle se mi zdi ena velika hiba danes, sploh zdaj, ko smo v karanteni, ne, da ni te dvosmerne informacije, ne, da jaz nekaj berem, začnem brati na internetu. Problem je, ker večinoma smo na socialnih omrežjih. Praktično procent, ko človek se usede za računalnik, pa ga nekaj zanima, pa dejansko v Google piše stvar, se niža, ker dejansko ljudje tipkajo v Facebook, YouTube, Instagram in tam. In potem zelo hitro, zaradi samih algoritmov, se ustvari ta speech bubble, ta mehurček, ki potem ti kar naenkrat algoritmi začnejo šopati tiste vsebine, s katerimi se ti strinjaš, ker tisto največkrat na začetku odpreš. In tle se mi zdi težava, da pa smiselno predlagati ljudem, ok, če te zanima neka stvar, pa jo raziskuješ, ali je to zdaj tale COVID-19, ali je to, da te zanima, ali je post koristen ali ni, ali je in tako naprej. Ok, pejt na internet, pa začni brati ali pa poslušati ali pa gledati. Ampak jaz mislim, da se to tle ne sme ustaviti, da jaz to zdaj študiram pol leta, 1 leto, vsak prosti čas, ki ga imam, to študiram, pa se z nobenim tle ne pogovarjam. To, kar si omenil, se mi zdi, da je bilo pametno, dajmo nekaj informacij konzumirati, pa potem razmišljati o tem, ok, zdaj bi se pa jaz rad pogovarjal z nekom, ki razmišlja pa malo drugače. Meni se zdi to nekako tak zelo enostaven način razmišljanja, seveda ob predpostavki, da si ne izbereš sogovornika, kjer je potencial, da se sklofaš z njim, ampak tako ne, v osnovi, v teoriji. Kaj misliš? Ali imaš kakšen boljši predlog? Imam 2 predloga, ampak najprej pravim, 2 morata biti za igro. Ja, točno to, ja. Tudi na drugi strani mora biti kritičen mislec, ker ne moreš se žogati z njim, če ti on ne podaja lepih žog. Nima smisla nekako. Takšega je boljše pustiti, da se igra sam sabo. Na tej točki eno stvar najprej. Prej sva rekla, pogovarjala sva se o tem, zakaj je razmišljanje težko. Ne, pa sva v bistvu preskočila en korak, ker sva začela že s samim razmišljanjem. Ampak preden sploh začneš razmišljati, moraš zajemati dobre vire informacij. Ne, to je tako sama osnova tega. Moraš narediti dobro domačo nalogo. Ker drugače, če zajemaš za nič vire informacij, potem je samo, garbage in, garbage out. Nič nisi naredil. Že na začetku sem enkrat hotel ustaviti to stvar, ko sva knjige recimo, ko smo omenjala knjige, so večkrat omenila. Ja. Ne vem sicer, kako je na drugih področjih, ampak na področju prehrane so knjige eden izmed najbolj zanič virov podatkov. Na podlagi knjig je težko biti kritičen mislec, ker so res dostkrat zanič podatki. Te stvari, knjige niso strokovno preverjena literatura. V knjigu lahko vsak napiše glih karkoli želi. Ja. Dostikrat je celo tako, da bolj smešna, kot je tvoja trditev, smešna v narekovajih, senzacionalistična, večja je verjetnost, da se bo ta knjiga prodajala, večja je verjetnost, da bo bestseller. Ljudje, ki jih povabijo velike te založniške hiše, da napišejo knjige, so pač ljudje dostkrat, ki imajo nek following. Ni nujno, da vejo, kaj govorijo. Samo privlačni so velike množice ljudi. Tako da res ni garancija. In če greš zelo rigorozno preveriti trditve v večini teh popularnih prehranskih knjig, ugotoviš, da jih je res velika, ampak res velika večina jih je netočnih. In potem par stvari v tej knjigi je koristnih zate, večina stvari ni koristnih in kako boš ti ugotovil, kaj od tega je zate koristno in kaj ni zate koristno. Tako da, če se osredotočaš samo na knjige, pa povej mi, katero knjigo moram prebrati, da bom v prehrani ne moreš brati poljudnih knjig. Ker zajemaš res za nič podatke.
Še slabše vir informacij se mi zdijo pa dokumentarci. Ja, knjige in dokumentarci so, ne vem, če so še slabši, morda. Jaz jih dam v enak razred. A veš kaj, za moje pojme je problem dokumentarcev? Zato, ker dokumentarc ima poleg dokumentarci lahko preveč kanalov ti informacijo podajaš, torej ne samo preko besede, ne? Ampak imaš več, imaš ti glasbo, imaš sliko, imaš potem edit, tle v bistvu največja zadeva, ne? Torej sama montaža, pa kako ti v bistvu spravaš noter in dokumentarci lahko težava, prvič si sam za televizijo to gledaš, dobro, ampak tudi manj časa imaš vmes za malo za porazmisliti, kot pa pri knjigi ali pa pri članku in tako naprej, pa še marsikaj drugega. No? Ja, mogoče je še posebno, recimo, da spada v isti razred, ampak da je dokumentarc bolj potentna oblika tega, bolj je nevaren. Ne? Ja, ker te lahko na večjih nivojih te lahko prepriča v nekaj, kar ni nujno res. Ampak še bolj kot same te knjige pa dokumentarci so pa družbeni mediji, ker to je pa res greznica. Ker tam pa, kot si omenil že, ne, ustvari se ta speech bubble, ki potem vodi Bog ve kam vodi ta stvar potem na koncu. In se mi zdi, da je to tudi najpogostejša napaka ali pa vir napake. Te napake, ko ljudje zamenjujejo kritično razmišljanje s cinizmom. Ne. Se mi zdi, da to na Facebooku je zelo tako prevalentno. Dostikrat pride do te zmote. Ko imaš neke ljudi, ki so zelo kritični do neke stvari, oziroma tako se pozicionirajo, da so zelo kritični do neke stvari, skozi nekaj kritizirajo, in ker je besedna zveza kritično razmišljanje, mi rečemo, oni pa zdaj kritično razmišljajo o situaciji. Ampak v resnici so samo ciniki, ki objavljajo neke stvari, ki se skladajo z njihovim pogledom na svet, ki je pač zaradi nekega verovanja, niti ne nujno, ni na podlagi nekih dokazov, so oni zelo kritični do te situacije, ker verjamejo, da je tako drugače, in povsem nekritično, ne v pravem pomenu besede, ne razmišljajo kritično, ampak povsem brez kakršnih koli dokazov, objavljajo te stvari kot, da so dokaz za ta njihov pogled na svet. Čeprav ta cinizem nima nobene zveze s kritičnim razmišljanjem. Kako bi sploh ti opredelil dokaz? No, verjetno je to spet spekter, ne? Ni to zdaj črno-belo, dokaz je to in to ni. Ja, imaš bolj ali manj trdne dokaze. Samo na Facebooku ponavadi ljudje ne lepijo dokazov, ampak lepijo neke članke. Veš, poljuden članek v neki reviji, to je težko bi temu sploh rekli dokaz. A bi šla lahko celo tako daleč, da bi bilo za nekoga, ki bi rad prišel, ki ima interes priti do nekih bolj kredibilnih informacij, da je sploh totalno pametno v današnjem času odrezati, pa tega ne brati. Sploh čist. Recimo znotraj socialnih omrežij. Saj se lahko zgodi, da pride kakšen kredibilen članek, ne? Seveda se samo lahko kako zgodi. ugotoviš, ne? Ja, sem kako ugotoviš. Imaš podoben problem. To je moja taktika. Jaz ne sorsam, saj ne v večji meri informacij, sploh pa ne v trenutni situaciji iz družbenih medijev. Devaj to smer. Zdaj, tle imam tudi jaz pol težavo, ne? Mene nekaj zanima. Zelo. In bi rad dobil nek vir informacije, ne? Kako zdaj jaz, ki nimam akademskega ozadja, tudi jaz, saj sem hodil na fakulteto, pa sem diplomiral, ampak žal smo dali res zelo premalo poudarka, mislim, na to akademsko pismenost. Torej, danes imamo skoraj da vsi dostop do velikega števila znanstvene literature na internetu. Ampak je problem, to ni tako brati, ne, tako zelo enostavno brati, pa ven sklepati zaključkov, sploh pa razumeti metodologijo, ne, kje bom jaz razumel, če mene zanima, ali mleko škodi ali ne, kot nekega laika, ki sem zdaj začel se s tem ukvarjati, pa bom šel jaz brati študije na PubMed, pa na internet, pa ogromno jih je. Ne?
in v mojem omejenem časovnem oknu, da recimo, da bom poprečen človek temu investiral, ne vem, par ur mesečno, neko število študij bo preletel, metodologije ne razumemo, ne znam razbrati, jaz ne znam razbrati, ali je študija metodološko neoporečna ali oporečna, ali je to totalen garbage, ali je to dejansko tako, ne. Jaz, mislim, to sem se že s Timom enkrat pogovarjal, no, s to tematiko, ne. Kako jaz kot laik, kje začeti, se to sva zadnjič govorila, to te ne fajn prispodobe, ne, kje začeti z iskanjem kredibilnih virov informacij ali pa kako začeti to pot, kako bi laik začel, kje začeti, ne, to. Za laika je prvi princip najbolj pomemben, oziroma najbolj pomembno načelo je to, da se čim bolj drži že vhojene poti, one široke poti, ki je najbolj gotova in da ne išče bližnjic. Samo v praksi se pa dogaja glih obratno. Ne? Laik nima zadosti časa, da bo zapravil na tem področju in hoče rezultate čim prej in potem začne iskati bližnjice. Samo ni sposoben najti bližnjic. Ti kot laik ne moreš najti bližnjic, ker ne znaš brati literature. Bližnjice pa so ponavadi glih na tistih ekstremih, ki še niso dobro raziskani. Pomeni, da moraš res iti v neke specifike in jih dobro razumeti, če hočeš videti, kje so bližnjice. In se je precej bolj varno laiku držati nekih zelo osnovnih smernic in stvari, ki so ugotovljene že s precejšnjo gotovostjo. Pri prehrani, recimo, če nekdo hoče shujšati, vemo, kaj povzroča hujšanje. Energijski primanjkljaj. Ne vse tiste specifike, ob kateri uri ješ, koliko obrokov imaš, recimo. Pa ne samo za hujšanje, ampak na vseh področjih prehrane je tako, da vemo, da neke stvari so bolj pomembne in to je, lahko rečeva, že konsens. Samo to je v smernicah zapisano in to je v učbenikih zapisano. To je že prehojena pot. Je pa, pravim, pol težava, ko ljudje začnejo iskati bližnjice. Zdaj, prispodoba, ki jo jaz dostkrat uporabim, je to je velika, rekla so, prehojena pot. Ti zdaj hodiš po temnem gozdu, kjerega ne poznaš glih dobro. In edino, kako lahko živ prideš skozi ta temen gozd, ali pa vsaj, da prideš na cilj, kamor želiš iti, je to, da hodiš po tej uhojeni poti, ki jo vidiš. Tudi če hodiš po vseh štirih, veš, kam greš, ker jo tipaš. Najslabše, kar lahko narediš, je, da v tej temi začneš tam šarati po unemu robidovju, pa se tam vlačiti skozi uno robidovje, iskati neke bližnjice, ki jih nisi sposoben najti, ker večja verjetnost je, da boš prišel 200 metrov ozadej ven, kot pa hitreje ven. Se mi zdi, da to se v praksi dosti krat ljudem zgodi. Ta uhojena pot je dolgočasna. V tej uveljavljeni principi so dolgočasni. Precej neprivlačno je, ko jaz rečem, veš, morava najti način, kako bova omejila tvoj energijski vnos, če hočeš izgubiti odvečno maščobo, in potem tudi morava to zelo dosledno izvajati iz dneva v dan in to bo trajalo neko daljše obdobje časa. Precej bolj privlačna alternativa je, da ti rečem, ta prašek vidiš, to moraš sem spiti enkrat na dan, to je super prašek, rešena težava. In zdaj, če sem jaz strokovnjak na tem področju, lahko rečem, cool. To je ta prašek, reče se mu zeolit, grem v literaturo preveriti, kako učinkovito je to, uporabim tam iskalnik, dobim ven raziskave, vidim, ta pravi to, ta pravi to, ta pravi to, naredim si nek zaključek in na koncu ugotovim, da v bistvu ta zeolit ni popolnoma neuporaben za izgubo telesne mase. In to pač lahko naredi nekdo, ki ima nekaj znanja na tem področju. Laik tega ne more narediti. Zdaj ne vem, koliko je to uporaben odgovor za nekoga, samo pač tako je. Če si začetnik na nekem področju, potem ne moreš iti iskat bližnjic. Potem se moraš čim bolj osnovne poti se moraš držati. To so ponavadi stvari, ki so najmanj zanimive, ne tiste, ki so najbolj zanimive. To je zdaj razmišljam, kakšen praktičen primer. Torej, ena stvar, ki zna biti, točno to, kar si zdaj omenil, en dejavnik, ki zna biti nek znak, nek prometni znak, da se mogoče najdu tisto pravo začetno široko pot, je to,
da je nekaj ne prav zelo hudo zanimivo. Mogoče je to že en znak. Kaj pa zdaj, če sem jaz res začetnik, pa me zanima, recimo, da pa deva ostati pri prehrani, ki si ti najbolj domač, da bi res nekdo rad shujšal, pa ker sva prej omenjala socialne medije in non-stop ga bombardirajo informacije o tem, kako je v bistvu ta inzulinska hipoteza zdaj tisti ključ do hujšanja ali pa neka nizko ogljikohidratna dieta, pa je tam noton. In je to tako podzavestno malo poslušal. In zdaj se je ta človek odločil, ok, jaz bi pa zdaj prišel v tej stvari pretežno do dna, ker jaz pač imam težave in bi rad shujšal. In zdaj on je lahko že več let poslušal znotraj tega svojega okolja bolj to hipotezo, ta način razmišljanja, nek specifičen, nizko ogljikohidratna prehrana je pa the way to go. In on ima zdaj to. In zdaj, kje jaz vidim težavo, je, da ta človek je v tem bazenu lahko toliko časa, da on smatra ta bazen kot tisto, razumeš, široko pot, katere bi se on začel držati, ne? Pa je lahko zate, ki imaš več vedenja o tej stvari, je zate to lahko ena taka nepomemben grmiček tam, ki je itak sredi ene bližnjice, ki te pelje v napačno smer. Tle je zdaj tisto srce težave, ki bi ga jaz probal zvrtati zdaj. Ne? Pri prehrani imaš, mislim, da celo večjo težavo kot kjerkoli drugje s tem. Ker je težko najti, kaj je sploh zares tisti nek konsens, stvari, ki vemo, da so resnične. Malo jih je, dejansko jih je malo. Zato, ker je prehrana mlada znanost, pa ker je tako mehka, rečemo temu, precej enih subjektivnih stvari, ki vplivajo na neke izide. In je precej mnenj takih, oziroma precej področij znotraj prehrane je takih, kjer so velike bitke, mnenja se krešajo. En dober indikator, kako ugotoviti, kjer je pa to področje, kjer se mnenja ne krešajo, zelo je čisto, da opazuješ, da probaš najti, da si probaš razširiti ta tvoj balonček. Ne? Ker res, če si delaš balončke, potem ni zate rešitve. Nimam dobrega, ne obstaja dobra rešitev. To je neka stvar, ki jo moraš pri sebi narediti. Moraš biti pripravljen sprejeti, da ne veš vsega, da ljudje okoli tebe ne vejo vsega in aktivno iskati ljudi, ki mislijo drugače. Ker če te domače naloge ne narediš, potem si že v štartu si pogrnil. In ne v prehrani konkretno, lahko rečeš v redu. Zdaj vsi na mojem feedu mislijo, da ta inzulinska hipoteza drži. A veš, lahko poiščeš nekoga, ki misli, da ta inzulinska hipoteza ne drži, pa vidiš, kaj ima on o tem zapovedati. Mogoče so njegovi argumenti boljši. Je pa res, da bo nekdo to naredil, je že zahteval od njega neko investicijo časa vsaj, volje. Je pa spet tako v življenju, če neko stvar želiš imeti, potem boš mogel nekaj vložiti na področje, v tisto področje, ki je pomembno, da to stvar dosežeš. A veš, če jaz hočem biti dober strojnik, pa se bom mogel iti učiti matematike in fizike. Ne morem pričakovati, da pač jaz si želim biti dober strojnik, ampak pač ne da se mi glih učiti matematike in fizike. Veš, ali boš spremenil željo, ali boš pa vložil več časa v to zadevo. In isto je pri prehrani. Če imaš neke cilje, ki so vezani na prehrano, pol lahko sam, veš, tako se nastaviš, da ti je malo te cilje narediš ne tako ekstremne, ne, pa rečeš, nisem pripravljen vložiti ful časa v prehrano, ne da se mi poiskati pravega strokovnjaka, bom tako malo wingal zadevo in mogoče pa pride neko pravo mnenje nasproti mi, pa mi bo uspelo. Zdaj, če pa imaš nek konkreten cilj vezan na prehrano, pa ti je ta stvar pomembna, potem boš pa vložil vsaj toliko časa v to zadevo, da boš poiskal dobre vire informacij. Da boš vsaj probal zatipati, kje je tista ustaljena pot. Si razširiti malo ta svoj speech bubble. Mislim, da ni druge rešitve. Če hočeš doseči en cilj, potem pač moraš
razširiti svoje znanje na teh področjih, pa veščine na teh področjih, ki so za ta cilj pomembne. Če je tvoj cilj uravnavanje telesne sestave ali pa recimo nek športni rezultat, pa veš, da je prehrana za to pomembna, potem boš vsaj nekaj boš mogel vložiti v prehrano. Zdaj, ali boš sam vložil čas in voljo v to in se boš sam o tem izobraževal, ali boš pa našel nekoga, ki to ve dobro delati, pa bo neke stvari namesto tebe opravil. Ampak še zmeraj boš pa moral najti nekoga, ki ve to delati dobro. Ker če si hafasaš to zadevo, spet dobiš nekoga, ki ne ve, kaj dela, samo zato, ker si najdel prvega na Instagramu, ker se ti ni dalo poiskati boljšega in na koncu boš spet ne bo dobro. Tle je potem izziv številka 2. Ja? Torej, izziv številka 2 je kot totalen nevednež želiš poiskati strokovnjaka, ki seveda želiš najti čim boljšega, ne? In ne tistega prvega, ki ga vidiš na Instagramu. Ne? A veš, kako tudi tle je v bistvu kar velik izziv. Ne? Ja, saj nisem rekel, da je lahko. Ker ja, spet je. In spet se vrneva k kritičnemu razmišljanju. Ja. Kje si najpogosteje izpostavljen tem ljudem? Na Instagramu. Tebi so te ljudje zaradi nekih vzrokov privlačni. Privlačni zgledajo ti dobro. Ampak to, da nekdo recimo zgleda dobro, a to pomeni, da ve, kaj govori o prehrani. Ne? Eni ljudje so pač rojeni, da dobro zgledajo, dobesedno, sploh se ne zabavam. Ker to, kako zgledaš, je ne vem, če je precej bolj, ampak zelo odvisno je od tega, kakšne so tvoje predispozicije. Kakšen je tvoj skelet, kako je naštiman, ne? Kakšno strukturo imaš. Veš, kje se pripenjajo kje so pripenjališča teh tvojih mišic, rečemo temu daljše ali krajše varianta. Kakšna je tvoja razporeditev maščobe. Eni ljudje skladiščijo več maščobe na teh mestih, kjer se jim ne vpliva tako na njihovo estetiko zlo, a pa rečemo temu, da ne zgleda tako neprivlačno, dočim eni drugi ljudje se jim glih vse tam nabira, kjer mi to nekako označimo za manj estetsko. Ne? To je pač subjektivno, ampak tako je. In to, da nekdo zgleda zdaj, enkrat se šala je, ampak v vsaki šali je nekaj resničnega, pravijo. Imaš na Instagramu, tukaj bo zdaj prišlo od izraza tisto, da sem enfant terrible področja prehrane. Otrok, ki govori zadeve, ki potem druge spravljajo v nelagoden položaj, v tem primeru tebe. Imaš poplavo teh nekih booty trenerk na Instagramu, ki so dobesedno trenerke za rit. Ne? In a veš, kaj je starter pack za booty trenerko, je samo to, da imaš dobro razporeditev maščobe. Ker ti imaš dejansko lahko primerek, ki vso svojo maščobo skladišči okoli zadnjice, na pravih mestih, ne, pa nič okoli recimo trebuha, taka recimo ekstremno značilna ženska porazporeditev, ne, in v bistvu se ji lahko maščoba nabira tam, kjer zgleda privlačno in nič se ji ne nabere tam, kjer zgleda neprivlačno. Zdaj, se ne pravi, ni to zdaj posplošitev. So dobre trenerke, valjda, da so, ful jih je. Ne, ampak obstajajo pa tudi take, ki samo po naključju zgledajo dobro, ne zaradi tega, ne samo zaradi tega, da delajo, pa sploh ne zaradi tega, da delajo to, kar delajo, ampak kljub temu, da delajo to, kar delajo. Pa valjda niso samo ženske, ampak tudi na moškem področju je kupenih takih, recimo, ki bodo poskladiščili vse po nogah, ali pa v zgornjem delu telesa, nič okoli trebuha in tako spotajo six-pack pri 15%. Imaš pa enega drugega modela, ki ima 11% maščobe, tako izjemno nizko maščobe, pa se mu vse skladišči okoli trebuha. Ne? On bo mogel dobesedno, ne vem, v neko taborišče bi ga mogli zapreti, da mu six-packe naredimo. Ne? Tako da samo na podlagi tega težko sklepaš. Ne moraš biti kritičen. Zdaj itak sem malo zašel. Samo hotel sem povedati to, da moraš biti zelo pameten, ki je sorsaš svojega strokovnjaka. Ja, sej, recimo, če greva zdaj mogoče čez enih par, še kar ostaneva pri tej zadevi, ne? Kako najti dobrega strokovnjaka, ne? Kot nevednež na nekem področju. Verjetno je enih par takih uporabnih principov, kako to iščeš. Torej, ne vem, recimo en uporaben bi bil, recimo, da sem zvedel za enega
strokovnjakov prehrani, jaz iščem strokovnjaka za prehrano trenutno, pa sem zdaj zvohal eno ime, ki se mi pojavlja. Ne? Zdaj, to, da jaz to ime vidim izključno samo recimo na Instagramu, pa nikjer drugje, verjetno ni glih dobra podlaga. Ne? Če bi pa iz tega istega strokovnjaka, pa bi šel malo googlat, pa bi šel brskat, ne? Recimo, da mi je v oči padel, pa razmišljam o tem, da bi ga najel. Je mogoče se splača, če se je na več kanalih pojavil, zdaj lahko je to slabo ali pa dobro, ampak vse te stvari, če je bil, ne vem, če se pojavlja na vseh različnih spletnih straneh, potem koliko časa se pojavlja, ali se tak strokovnjak je kar iz nule vzel 2 leti nazaj, prej pa, razumeš, ali so te stvari sploh kredibilne, da jih vzamem v ozir, ali so to samo smeti, ki mi lahko še bolj zameglijo presojo. Ne? Ja, mislim, da nikoli ne moreš vedeti, koliko tega, kar se objavi, kjerkoli na internetu, je res. Ampak načeloma je to, veš, nekako skoraj edini vir podatkov je, ki jih lahko zajameš. En drug vir podatkov je od ust do ust. Če poznaš nekoga, ki je z njim že delal, potem lahko vprašaš, kako je bilo z njim delati. In je to en vir podatkov. Ampak še vsem, da se malo vrne na Instagram, ker mogoče sem naredil krivico ali pa vsaj nisem dobro povzel situacije. Hodil sem povedati, da ne moreš na prvi pogled sklepati. Ne? Recimo pa zdaj, da ti je ena osebna trenerka ali pa en osebni trener, da ti je simpatičen, pa misliš, ok, to je nekdo, s katerim bi jaz lahko delal. A pa to si misliš. Ja, daj ga spremljati nekaj časa, ker potem lahko ugotoviš, ne kup je dobrih, saj je kup dobrih trenerk lahko najdeš na Instagramu. Ja. Zdaj, ker jih je več dobrih ali slabih, ne morem reči, ampak dejstvo je, da lahko najdeš in zelo dobre in zelo slabe. Veš, mogoče tudi povprašaš nekoga, ki mu zaupaš, kaj pa ti misliš, kjeri so pa po tvoje dobri trenerji ali pa dobre trenerke. In potem jih vprašaš, zakaj pa tako misliš? Ne? Ker če ti jaz povem, samo veš, meni je pa una simpatična. Zakaj ti je simpatična? Ja, zato ker la. Ja. Mislim, da je to pameten nek tak pristop. Ja. No, recimo, če ostaneva na praktičnosti, ne? Znotraj te tematike. Ne? Ok, zdaj slučajno, zdaj je ta karantena, ne? Pa smo, to je zdaj že podcast, kater 4. ali 5, ki ga snimaš z nami. Torej, kar velikrat smo se na te obrnili. Ne? Ampak ti bom povedal, zakaj. Zato, ker tudi jaz se na te kdaj obrnem za kakšno čisto specifično stvar. Te vprašam, mene pa zanima, ta olje je res škodljiv ali ni. Take stvari, ne? Ki niso tako zelo filozofske, ampak direktne, ki me zanimajo v zvezi s prehrano. Pa se so tudi drugi, ki jih sprašujem, ampak ta bazen ljudi ni velik, ki jih jaz sprašujem, ne, vas je zelo malo. Zakaj se jaz obračam na te? Pa sem te spoznal nedolgo nazaj v bistvu. Ne? Pa ti na nek način zaupam, jaz tebi zaupam zato, ne zato, ker bi jaz zdaj, ko te poznam pol leta, pa mogoče sem zate slišal še pol leta nazaj, torej nedolg, ne zato, ker bi jaz mislil, da pa ti si boki batina, da ti pa res, jaz imam v glavi, da ti res veš več od vseh ostalih. Ampak meni je en tak zelo pomemben faktor, ki sem jaz v tebe osebno spoznal, pa bral sem tvoje članke, pa poslušam tvoje podcaste. In jaz nekako pač intuitivno sem razbral, da si ti pač kritični mislec. In meni je recimo ta informacija ena ključnih, sploh če mene zanima neka stvar, v kateri v smislu informacij ne vem skoraj da nič. In meni je ta nek inštrument, ko jaz ocenjujem, kjeremu človeku bom sledil, pa kjeremu ne. Ker recimo meni pri tebi je všeč in zakaj bom jaz tebi bolj zaupal kot strokovnjaku, je samo zato, ker jaz, ne vem, enkrat na 2 tedna ali pa enkrat na 3 tedne zasledim pri tvojih objavah to, mogoče sem se pa motil, ne, ali pa ne, bom še dodatno pogledal. Skratka, da vsaj dobim občutek, če že ne drugega, da si pripravljen se motiti. Ne. To meni taka, bom rekel, ena takih ključnih komponent, ko jaz se odločam, komu bom, oziroma od katerega človeka bom konzumiral več informacij, pa od katerega ne. To se mi zdi meni osebno eden od kriterijev, ki mi je tak glaven. Pa se mi zdi, je to tebi recimo enako razmišljaš, ali imaš mogoče ti kakšne druge kriterije,
recimo, ne na področju prehrane, ti moraš razmišljati na področju, ne vem, mehankarije. Avto moraš popraviti in zdaj iščeš dobrega mehankarja. Ne? Vsekakor. Kako ti se odločaš? A se ti na podoben način, recimo, ali imaš kakšne še druge trike v rokavu, ali greš čist, na kakšen način se ti odločiš? Mislim, da na tem področju kar upoštevam tiste prejšnje svoje nasvete. Probam z večjih zornih kotov nekoga oceniti. Mi je pa ta lastnost, če jo zasledim pri nekomu, da je pripravljen spreminjati svoje mnenje, izjemno privlačna. Lahko bi rekla, da je eden temeljnih kriterijev. Tako da mi je pa všeč, da si to omenil, da ti je všeč to, ker ne vem pa, koliko dejansko ljudem je všeč, da njihovi strokovnjaki spreminjajo mnenje. Eno moje opažanje je, da dostkrat potem ti to vržejo nazaj v obraz. Sam čakaj. Kako zdaj spreminjaš svoje mnenje? A nisi ti tisti, ki je kao vse vedel? Zakaj te sploh poslušamo? Zdaj pa, koliko je to neka taka naraven človeški setting, ali smo kot družba taki, nimam pojma. Je pa mislim, da sej skozi celo epizodo se mi zdi, da so probala to nekako urisati. Zakaj je to tako zelo pomembno, da je to ena temeljnih lastnosti, ki ga pričakuješ od svojega strokovnjaka, da bo pripravljen znova oceniti dokaze, ker dokazi se vedno nabirajo, prihajajo novi. Prej so tudi rekla, da kup je enih stvari, ki jih ne vemo zagotovo in jih predvidevamo. Tako da, če to vzameva, da je zares, potem v bistvu moraš pričakovati od svojega strokovnjaka, da bo spreminjal svoje mnenje, ker slej ko prej se bodo pojavili neki novi dokazi. Je pa zelo pomembno, se mi zdi, kako že v štartu se pozicioniraš. Ker recimo zgodovinsko, vem, to je bila ena taka moja napaka, če glih tudi zdaj se držim tega reka, rečejo have strong opinions held loosely. Imaš močna mnenja, ampak jih držiš zelo ohlapno. Čim pride nek nov dokaz, pač vsem samozavesten si v svoje mnenje, ampak čim pride nek nov dokaz, spremeniš mnenje, če je boljši dokaz. Nekoč so bila moja mnenja preveč, mogoče so še vedno preveč trdno držana. Oziroma, niso bila preveč trdno držana, ampak održana so bila skozi relativno ohlapno. Samo preveč močna so bila. V neki poziciji, če si ti preveč nastopiš kot ne, to je sigurno res tako, ker vse zdaj kaže tako. Tudi če dejansko vse kaže zdaj v tem momentu, da je tako, še vedno ni najbolj pravilno, a veš, da ne komuniciraš v nekih, ne obstaja beseda, dokončnik je beseda, ki jo je Mario izumil za te situacije. Veš, kot, to pa zdaj jaz vem, tako je sigurno, dajte vsi mene poslušati. Moraš komunicirati tudi to sivino okoli situacije. Moraš reči, precej zagotovo je, da je tako, ampak mogoče ni, zaradi tega in tega in tega. Ker potem še vseeno si pustiš zadosti manevrskega prostora, da lahko malo backtrackaš. Mislim, itak skomuniciral si informacijo korektno, ampak in pameten si bil, da si pustil manevrskega prostora. Tako da mislim, da je to naloga nekega efektivnega in komunikatorja znanosti in svetovalca in trenerja, da potem ne izpade kot nekdo, ki je pač samo po vetru se obrača. Ja, res je, Bova mi dva takole zdajle, ker sva že kar dolg, pa bova počasi zaključila, ampak me pa še zmeraj srbi, tako da bova mogoče pa zdaj za konc, eno tako čist za moj gušt. En primer, bi tebe prosil, da pokomentiraš primer, ali je to primer izkrivljanja znanosti ali ni. Dejva mi dva tako bolj zahecno, mislim, zahec in zaresno, ampak da malo greva ven iz te filozofije, pa dejva takole se lotiti tele enega primera in ta primer je tele jajca in holesterol, čistko za foro. Ampak zakaj? Ne zdaj, ker mene zdaj točno zanimalo, ali je ta holesterol škodljiv ali ne, to boš ti vmes povedal trenutno, ampak zanima me predvsem ta situacija tem primerom jajca in holesterol, zaradi tega, ker se je laično mnenje spreminjalo, iz leta v leto, pa so bila škodljiva, pa niso več škodljiva, pa so bila škodljiva, pa niso več škodljiva in tako naprej.
In bi rad mogoče, da to malo pokomentiraš čist tako, no, kako do tega pride, zakaj do tega pride, ker to ljudi frustrira. Plus, da greva na sam začetek, no, tiste študije, ki boš ti tudi znal poimenovati, ko je ta gospod leta, kjerga 60, kdaj je to bilo? Ja, tam nekje v 60-ih. Ja. Tako, ja, ko je raziskoval torej korelacijo med srčno-žilnimi boleznimi in pa, a je bil holesterol v igri ali je bilo samo nasičene maščobe, boš ti bolj mi povedal. No. Rad bi izpostavil to študijo, ker marsikdo, ki ga zanima prehrana, pozna ta primer. In predvsem bi rad, da poveš, ker ta primer je bil takrat pač smatran in se je potem tudi se je nekako njegova ugotovitve upoštevalo. Potem imamo pa zdaj trenutno, torej to ni na dolg nazaj, to je bilo zdaj, trenutno se to dogaja, pa lansko leto, ko se govori po Facebookih pa po YouTubih, kako je bila ta študija metodološko zgrešena. Ne? Pa si pa zanč, ko smo se pogovarjali, si ti omenil, da pa niti ni zdaj toliko zelo metodološko zgrešena, čeprav se danes to zdaj blati kot nek tipičen primer zgrešene študije, na podlagi katere smo potem verjeli, 30 let v narekovajih zmotno neko stvar. To bi rad, da to še... To pa zdaj si odprl konzervo črvov. Sploh ne vem, kje naj se jih približam. To je en tak klasičen primer. Da sem najprej povej, kaj je ta raziskava, pa kjer je bila, pa kaj so bile ugotovitve. Ansel Keys je eden v bistvu zelo eminenten epidemiolog na področju prehrane, ki je tam v 60-ih in naprej nekako naredil povezavo med nasičenimi maščobami in srčno-žilnimi obolenji. Pokazal je, da v državah, ki so pač razvite države, kjer večji delež energije prihaja iz naslova nasičenih maščob, je večja pojavnost srčno-žilnih bolezni. Takrat v tistem času so tudi holesterol v krvi nekako uspeli povezati z večjo pojavnostjo srčno-žilnih bolezni. In potem so nekako povezali ta holesterol v krvi in holesterol v prehrani kar direktno z slabšimi srčno-žilnimi izidi. In zdaj ta povezava ni bila dobra. Ne? Ampak to še vse ne spodnese tiste prve povezave nasičenih maščob v prehrani in srčno-žilnih obolenj. In tudi ne spodnese tiste povezave holesterola v krvi, sploh danes vemo, ko je to LDL holesterol v krvi, ko je to holesterol v LDL delcih, ki je tudi povezan z srčno-žilnimi obolenji. Danes vemo, da so ti LDL delci dejansko ne sam holesterol, ampak sami LDL delci kauzalno upleteni, torej povzročajo aterosklerozo. Zdaj, holesterol v teh delcih, količina holesterola samo nekako sporoča število teh delcev. Tako da ni dejansko holesterol sam v teh delcih, ampak ti delci. Lahko pa merimo nekako oziroma sklepamo v število teh delcev na podlagi tega, koliko holesterola. Ne? Ker zadevo si lahko predstavljaš kot, to so neka vozila, v katerih je holesterol, kot avtobusi. Ne? In zdaj holesterol so ljudje, ki sedijo v teh avtobusih. In več kot je ljudi v obtoku, večja je verjetnost, da bo tudi več avtobusov. Ta povezava ni glih čist taka, pri enih ljudeh zaradi nekih drugih dejavnikov, to so ponavadi neke presnovne motnje, take stvari, se zgodi, da kar naenkrat ful avtobusov fura, so majhni avti, niso več avtobusi in je kljub temu, da je nizke vrednosti holesterola v LDL delcih je še zmeraj veliko delcev. Ampak to je manjši delež ljudi in v veliki večini pa vseeno visok LDL holesterol, temu rečemo, ne, odraža to povišano tveganje za srčno-žilne bolezni. Ne, ker pomeni, temu rečemo, da je konkordanten za večje število delcev. Tako da, če ima nekdo visoke ravni LDL holesterola, lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da je zaradi tega v nevarnosti za povišano tveganje za nek srčno-žilni zaplet. To je zdaj bila tako dolga zgodba, ampak to se zgodi, ko mi tako vprašanje zastaviš.
Zdaj, v čem je sama težava te zgodbe, je to, da nekje vmes potem smo ugotovili, da dejansko ni holesterol iz prehrane tisti, ki dejansko vpliva na ravni holesterola v krvi. Ne? Oziroma zdaj že tudi vemo, da ni samo holesterol v krvi krivi, ampak so LDL delci krivi. Še zmeraj pa velja tisti del v nasičenih maščobah, ker zdaj pa že vemo, da delež nasičenih maščob v prehrani vpliva na ravni holesterola v krvi. Ne? In ljudje, ki uživajo več nasičenih maščob, imajo višje ravni LDL holesterola. Pomeni, da imajo več delcev in so zato izpostavljeni višjemu tveganju. In tako da ta del zgodbe velja že od 60-ih pa do danes. Danes se je v bistvu potrdil, iz več linij dokazov je potrjenih. Imamo mehanistične raziskave, ki potrjujejo zadevo, imamo še en cel kup epidemioloških raziskav, ki to isto zadevo potrjujejo, imamo raziskave z mendelsko randomizacijo, to je ena taka zelo elegantna zasnova, pa ne bova zdaj okoli tega. In pa imamo tudi dejansko dobro nadzorovane klinične raziskave, ki ta učinek potrjujejo. In to so res tako, res dobro, ne samo nadzorovane, ampak tako, če ti povem, imaš skupino ljudi, daš jim več nasičenih maščob za jesti, imajo višji holesterol, daš jim manj, imajo nižjega, daš jim spet več, ne? Ker dejansko so jih raziskave, kjer so ciklirali ljudi, ne samo, da so naredili crossover z osnovo, kjer so najprej jim dali malo, pol več, ne? Ampak so dejansko par ciklov z njimi ponovili in res je predvidljiva stvar, res je predvidljiva. No, torej vemo, da so nasičene maščobe tiste, ki vplivajo na holesterol v krvi. Je pa res, da če pa imaš višji baseline ta vnos nasičenih maščob, da pa potem tudi, če več holesterola poješ iz prehrane, bo več tega holesterola nekako končalo, tako malo karikirano rečeno, v krvi. Tako da, če imaš visok vnos nasičenih maščob, pa še po vrhu tega visok vnos holesterola, je to recimo najslabša opcija. Samo v osnovi še zmeraj nasičene maščobe so tiste, ki so nekako najpomembnejše pri tem učinku. Kaj je še tukaj v tej zgodbi pomembno, je to, da sem pozabil, kaj sem hotel reči, ampak mislim, to je v grobem ta zgodba. In na podlagi, a je prav, jaz to prav vem ali narobe vem, da je ta študija ena izmed glavnih študij, na podlagi katere je potem od 60 let naprej to je zelo odmevna, to je ena izmed prvih in zelo odmevna je, nekako je sprožila je ta način razmišljanja. Ne? In na podlagi tega so potem tudi sklepali, da je holesterol zelo pomemben del v tej zgodbi, to, kar so že rekla, da je bilo na nek način pač napačno. Ampak ni edina in ni najbolj glavna, ker od te točke dalje je bilo kup drugih še. Ne? In tudi zdaj v preteklih nekaj letih vse, kar pride iz tega naslova, samo potrjuje to zadevo. In to sem hotel prereči, kar sem rekel, da sem pozabil. Tudi vemo, da so LDL delci, oziroma, bova rekla LDL delci, ker je tako bolj preprosto, kauzalno vpleteni v to zadevo. Ker imamo ljudi z to familialno holesterolemijo in pri njih je ta učinek zelo izražen, ker imajo visoke ravni holesterola, ne, skupnega in pač LDL delcev tudi, in že pri 30 letih umirajo, a veš, so srčno-žilnimi boleznimi lahko, če ta stvar ni uravnavana. In prej, kot jim daš zdravila, dlje bodo živeli, ne, ker tveganje je kumulativno. Dlje časa, kot imaš povišen holesterol, in večje, kot je to breme povišenega holesterola, LDL holesterola, oziroma LDL delcev, večja je verjetnost, da se ti bo zgodil en slab zaplet. Po drugi strani imamo pa tudi raziskave, bolj kot znižaš te ravni, manjše je tveganje. Spet zelo dosledno. Tako da to je ena taka stvar, ki je nekak prehranski ekvivalent zdaj že, mislim, ko ljudje zanikajo to vpletenost LDL holesterola, rečejo, ne, ni pomemben, ta visok LDL holesterol ni pomemben, če so vsi neki drugi dejavniki, recimo, da imaš to low carberi, so ti, ki to rečejo. Če imaš nizke trigliceride, če imaš dober krvni sladkor, potem to sploh ni pomembno. Ne? V bistvu ne vemo. Najbolj točno je reči, da ne vemo, ampak
precej dokazov pa kaže, da je kljub temu pomembno. Tako da to reči na podlagi dokazov, ki jih zdaj trenutno imamo, da to ni res, to je nekak prehranski ekvivalent te ploščate zemlje. Ko ljudje verjamejo, da je zemlja ploščata. Na tej točki je to že zelo blizu. Lahko, mogoče bi se strinjali, da ne vemo, ampak reči, da pa ni pomembno, zagotovo, je pa tako zelo čudno. Ne vem, hotel si najbrž tudi izpostaviti to, da se znanost lahko moti, ne? Ker smo predvidevali, da je holesterol v prehrani tisti. Ja. Zdaj, znanost je, ampak to pol pride do takih stvari, kot določena živila so neko obdobje globalno gledano, ne? Kot predstavljeno kot hudič, pa potem spet nekaj časa, ok, v redu je, ne? Ker, veš, kako je, ne? Trenutno je, vsaj mislim, da je tako, no? Ne vem, ker ne sledim več temu, ampak trenutno zdaj tudi mladi športniki in tako naprej zdaj jejo, se mi zdi, no, v glavnem cela jajca. Pol je bilo neko obdobje, ko so vsi te rumenjake stran metali. Pa to ni bilo par mesecev, to je bilo več let. Pa potem pred tem je bilo verjetno spet malo drugače, ne? In to so, ker ponavadi je pa to tako, ne? Da ponavadi pride to neka ena študija in se to kar nekako po nekem vesoljnem principu nekako prime in se potem to kot neka snežna krogla začne omenjati, pa mediji, pa potem zdravniki, pa tako naprej. In pol to prije do tako velike snežne krogle, kjer se govori o neki stvari tako zelo egzaktno, češ rumenjaki so pa toliko gosti s holesterolom, ker to se spomnim jaz, ker sem bil mulo, ne? Smo verjeli v to, da jajčni rumenjaki imajo toliko veliko holesterola, čist nič drugače si nismo predstavljali kot tako, da si nismo upali jesti jajc zaradi tega. A ne? In to sem hotel malo, a to izvira zdaj, kako do tega pride, ali je to zdaj ena, ker se obesijo to študijo, sem hotel izpostaviti, ker se zdaj tisti, ki smo malo bolj, ki mičken bolj vrtajo po internetu, ker se zdaj to študijo, samo to eno študijo se skozi omenja, kot da je to pa zdaj vir zla, razumeš danes, ker je pač, ne. Ja, se to danes... smo že rekla, da ni samo ta raziskava, ta je samo začela cel val. Ja, ampak izpostavlja se pa eno, to je ta težava, ne, ki hočem izpostaviti, ker se izpostavlja neko eno stvar, ne. Ljudje pa potem se obesijo na to in slonijo mnenja. Potem, meni se bolj pomembno zdi, da malo omeniva dejansko to samo napako, zakaj je do tega prišlo, oziroma to napačen zaključek. Saj nisem dejansko ziher, kdo nosi največjo krivdo za to. Delno najbrž tudi... Se ne vem, če lahko rečeva znanost, ker to ni nek monolit, zdaj znanost ni ena stvar, ne. Ampak sigurno je prišlo do nekega kratkega stika že na tem nivoju. Ne. Je bila ta znanost, ni bila dovolj efektivno skomunicirana. Model, mislim, da takrat se je na naslovnici Timea pojavil, pa tam je bilo jajce, pa sem in tja, ne. To bi se najbrž res dalo bolj elegantno narediti. Je pa potem v drugi fazi, Time je v bistvu ta, ki potem v drugi fazi je to povzel. Ne? In vidiš tudi danes na enak način se zaključki nekih raziskav komunicirajo preveč senzacionalistično. Ne? Ta ena raziskava zdaj dokazuje to in to. Ena stvar ničesar ne dokazuje v resnici. To je samo en podatek, ki ga moraš umestiti v kontekst vseh ostalih. Mislim, da na tej točki potem pride do nekih takih zelo splošnih zaključkov, ki se potem v to občo modrost, ali kako temu rečejo, common wisdom, zakoreninijo, ne? Pa niso glih utemeljeni na ničem zelo konkretnem. Ja. Mislim, da je tukaj pride večkrat do glavnega stika. In potem se spet lahko vrneva nazaj na tisto najno debato o Facebook feedu in v teh revijah in knjigah in takih stvarih. Ne? Ker tam se potem te netočne informacije samo razmnožujejo, pa potencirajo se. Ja. Ja, no, sej, v bistvu že sam to dejstvo, ne, zdajle, ko smo šla čez sicer neko generalno temo, pa tudi zdajle na koncu, ko sem namenoma postavil tako malo bolj direktno vprašanje, se je vedno znova pojavila ena in ista rdeča nit in to se mi zdi vrednost celega najnega podcasta, že samo dejstvo, da se je ves čas sva se vračala na eno in isto rdečo nit, ki je bazirana na razmišljanju, kritičnemu razmišljanju, ne? In na koncu mogoče lahko za konec rečeva, da pač lej, če kot posameznik želiš
da te neka tematika zanima, pa hočeš pridobiti malo več vedenja o neki stvari, pač ni druge kot žrtvovati nek del svojega prostega časa in biti selektiven in predvsem biti samoodgovoren in ne prelagati odgovornosti na medije, na tistega znanstvenika, na to študijo, ampak biti samoodgovoren in prevzeti odgovornost sam, ne, do tega, kako ti bereš stvari, kako poslušaš in pač biti selektiven in upoštevati par nasvetov, ki so jih danes dala in vložiti nekaj energije v to in se zavedati, da če pa zdaj mene zanima trenutno, ne, kaj se s tem COVID-om dogaja, kaj je res in kaj ni, pač moraš biti potrpežljiv in se zavedati dejstva, da v enem dnevu ne bom naštudiral in prišel zadevi do dna, ne, in se sprijazniti s tem. Ne. Pač sprijazniti se moraš, da ne moreš v enem dnevu in pač boš rabil nekaj časa, da boš stvar naštudiral in ustvaril neko mnenje. Ta situacija je pa še sploh specifična, že zato, ker tukaj pa ne samo, da ne moreš v enem dnevu prebrati vsega, ampak sploh ne moreš prebrati vsega, ker dosti tega ne vemo. In tudi ljudje, ki se vidiš, da je to dejansko problem v zadnjih, to je zdaj že track record enega meseca ali pa še več. Ljudje, ki so dejansko na pozicijah, ki vejo največ o tej stvari, velikokrat morajo svoje izjave spreminjati, ker so samo pred enim tednom so dajali popolnoma napačne izjave, ki se zdaj čez en teden izkažejo, da niso bile točne, ker je bil pač model, na podlagi katerega so te trditve podajali, ni bil dober. Zelo omejena količina podatkov je, nimamo nobenega, v preteklosti se kaj takega še ni zgodilo, ne, v sodobnem svetu. Tako da ni precedensa, sploh tema je vse povsod in dejansko imaš tudi strokovnjake, ki ne vejo, o čem govorijo. Ne mislim to v nobenem slabem smislu, ampak ne se trudijo, samo nimajo možnosti sploh, da bi stvar dobro razumeli, ker ne vejo. Tako da to je, tukaj pa sploh se mi zdi, da sploh ne vem, kaj je dober nasvet, samo to, da ne se prijeti za nobeno eno izjavo, niti kupico njih, ampak vse moraš nekako pretehtati v neki kritični luči. Ja. Dobro, Nenad, hvala ti. Dosti malo za danes, predolga sva bila itak. No, nisva bila predolga, bila sva dolga, no. Zdaj, če sva bila predolga, če sva bila predolga, pač lej, ali sva bila ali pa ne, ampak ja. Meni je bilo se dobro pogovarjati, se mi zdi, enako, hvala za povabilo. Ja, se mi zdi, da če se takole pogovarjaš, pa da nisi čist ziher, se mi zdi, da je veliko tega, kaj z lastnim razmišljanjem, se mi zdi, da prideš dlje, kot pa samo s tem, da bi rad slišal 100% trditve, ne, tako vsi smo na boljšem. Upam samo, da je bila večina tega z moje strani vsaj približno koherentno. Ker so bile take precej abstraktne stvari, se mi zdi, so bile, ki... Pa vse tle smo potem oba, jaz isto razmišljam, ne? Ker je to tudi meni področje, ki mi ni tako zelo enostavno, tudi za povezati in tudi, če niso bila čist koherentna in je mogoče malo težko bilo, mogoče bo najo poslušati, se ne sekiram kaj dosti, mogoče bo pa naslednjič bolj učinkovita. Ja, pač naj bo Instagram opomnil, oziroma Facebook. Točno to, ja. Če komu kaj ni bilo všeč, naj napiše. Ja, tako bomo debatirali dalje, ne? Ok, Nenad, hvala ti, lepo se me.